Potrebujemo SD kartico z naloženim firmwareom. Kartico dotaknemo pripadajočo režo in nato sočasen 3 sekunde dolg stisk na ta in ta gumb. Prične se proces posodabljanja, ki traja približno 2 minuti. Pričnemo z drugim delom procesa posodabljanja. Gremo pod nastavitve, pod časovno območje, kjer obvezno nastavimo Griniški časovni poldnevnik. To gremo nazaj na datum. Datum je 8. oktober 2013. Zamik 2 uri glede na Greenwich, se pravi 14:17, 13:17. OK. Dvakrat gremo nazaj na SD kartico. Počistimo Adobe ID. In nato gremo na Adobe ID admin ter zaženemo zadnji del posodabljanja guinstall.or in začne se drugi del posodabljanja, ki traja približno minuto. Bralnik je posodobljen. Zdaj je treba vnesti credentials za Adobe ID. Pri zadnjem updateu namreč ni gumba za vnos Adobe ID-ja. To pravimo v administratorskem vmesniku, se pravi dolg sočasen pritisk na spodnjo stran stranskih gumbov, ki ne traja približno 10 sekund. In pojavi se nam okence za vpis gesla za vstop v administratorski vmesnik. Vnesemo geslo, ki je velik B ali I B13. Pravi BIP 13, v redu. In to gremo pod nastavitve DRM, ker morebiten obstoječi DRM počistimo in vnesemo novega. Izvedemo prenos knjige. Ob prvem prenosu nam bo sicer najverjetneje javil napako. Zato postopek ponovimo. Ponovno vstopimo v Biblos, se vpišemo in ponovno prenesemo knjigo. Postopek začne potekati. In knjiga je prenešena. Vsi nadaljnji prenosi tukaj bodo potekali gladko. Spravi v tem primeru datoteke ne bomo odprli. Šli bomo nazaj. In ponovno vstopili v administratorski vmesnik. Spravi dolg sočasen pritisk na stranske gumbe. Vnesemo geslo. V redu in kliknemo ikono izbriši vse knjige, s čimer se izbrišejo vse knjige, ki so bile izposojene, ter tudi vsi podatki o omrežjih, ki jih je uporabnik uporabljal, se pravi vseh omrežij, ki niso trenutno v dosegu. Izbriši vse knjige, bralnik ugasnemo. Damo kartico in bralnik je nared za uporabo.